Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Tokrat se bomo zazirali v svet onkraj materialističnega. Zakaj? Zato, ker se šele tam, onkraj znanega, predvidljivega, če želite, varnega, začenja življenje. Tisto polno, poživljajoče, zavestno. Z avtorjem knjige Onkraj materialističnega prepričanja duhovna dramila vas bomo predramili, torej, da izstopite iz cone udobja. Upam, da se knjigica vidi. Se vidi? Takole. In da zaživite. Vabljeni v družbo pravnika, univerzitetnega profesorja, publicista, raziskovalca življenja. Dobrodošel, doktor Marko Pavliha. Živjo! Živjo, lep pozdrav. Sem vesel, da sem na nek način v Mariboru, čeprav nisem, saj virtualno, upam pa, da bom tudi prej, ko slej analogno. Tudi mi se že zelo veselimo. Saj mi smo imeli z vami že planiran dogodek Večer uživa, ki smo ga zdaj prestavili in upam, da ga bomo lahko malo realizirali, ne? Super, vas držim besedo, vi pa mene tudi lahko. Tako da se veselim, kajti Maribor ni samo prelepo mesto, kjer je mimogrede veliko Primorcev, ki so se tja preselili pred davnimi leti, zlasti po letu 1920, ampak imam kar nekaj prijateljev, od znamenitega Toneta Partliča naprej, torej lep pozdrav vsem, če slučajno kdo gleda in nas posluša, in kmalu nasvidenje v Mariboru. Tako. Kako ste sicer, gospod Pavliha? Pravite, da pri vas, zdaj, ko tole snemamo, pri nas so rosi, pri vas je še sonce, ne? Na Primorskem. Sonce je in kot pogosto odgovorim na takšno vprašanje, da sem kar malo zadržan, da ne rečem, da me je sram priznati, da sem odlično. Namreč to koronsko obdobje je vsaj meni zelo koristilo, bistveno več časa sem lahko preživel z najdražjimi, torej z najožjo družino, in izkoristil čas za ustvarjanje. To je samo ena od, če lahko rečem, koronskih knjig. Prva je bila Mala šola retorike, drugi del, ki sva jo napisala z Bogdano Herman. No, v pripravi, tako rekoč tik pred izidom, sta pa še dve, sicer zelo strokovni, morda celo znanstveniki, zavarovalno pravo, pa transportno pravo, potniške pravice. Ampak skratka, to obdobje je bilo zame res nenavadno plodovito, ampak hkrati, zakaj pravim, da me je sram to priznati, da sem bil dobro, ker se zavedam številnih tistih ljudi, ki pa neskončno trpijo v tem času. Ne seveda samo umrlih in njihovih svojcev, ampak vseh tistih, ki so prikrajšani za svobodo, ki so prikrajšani za druženje, ki so priklenjeni bodisi na postelje, na invalidske vozičke, v ozke prostore, v domove za starejše, in vsem tistim bi rad namenil naslednje besede: tudi to bo minilo, vse je že minilo in tudi to bo, obetajo se boljši časi. Obeta se zopet razjasnjeno nebo, tako kot je v vašem ozadju, tudi pri nas je danes sonce, in naj morda najin podcast spremlja tudi ta optimizem. Ja, hvala res za te svetle misli, te spodbudne misli, to rabimo, ne? Upam, da se tudi vi dobro. Hvala. Sploh zdajle, ko delam take stvari, v katerih uživam, se nimam kaj pritoževati. Sem dobro. Je zelo pomembno, ne, zdaj se še ostaniva pri tem, pri užitku v delu, ne. Prej ste rekli, da vam je kar malo nerodno oziroma imate slabo vest, ker ste odlično, ker se imate dobro. To je en od takih, kako ne rečem, predsodkov ali pa nekih omejitev, ki jih naša družba nekako zadržuje v naši glavi. Hkrati pa je ena izmed teh omejitev tudi to, da mi pa moramo pri delu trpeti, pa se naprezati, pa nikakor uživati. Je to en tak zgrešen, ena zgrešena, ne vem, omejitev, breme? To je, po moje,
eden od stranskih proizvodov krščanske ali pa protestantske etike, morda celo bolj katoliške, čeprav sem seveda v tem duhu vzgojen, ampak naučeni smo, da moramo biti ves čas nekako v vlogi žrtve, tako kot pravite, da moramo trpeti, to trpljenje tudi pokazati oziroma se z njim pobahati. Kot da bi se bali, da če bo preveč dobrega, da nam bodo seveda ljudje še bolj zavidali, kot nam sicer. Kar je pa tudi zopet morda še toliko bolj posebnost našega majhnega podalpskega naroda, da zavist kar kipi. In jaz včasih malo pošalim, je pa tudi nekaj resnice v tem, da smo predelali znameniti Hobbesov pregovor, da je človek človeku volk, v naslednjega, da je človek človeku Slovenec, kar je mnogo huje. Ne? In žal je tako, ampak če se malo ponorčujemo iz sebe, če smo sposobni malo samoironije, je takoj boljše. No, in kar se tiče dela, že starodavni antični pregovor pravi juvat ipse labor, kar pomeni, da že samo delo razveseljuje. Freud je srečo opisal, da pomeni ljubiti in delati. In mnogi drugi. Nenazadnje je Tone Pavček to prekrasno povedal v verzu, da sreča ni v glavi, ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš nekoga rad. To se mi zdi res eno, še zdaj sem se naježil, ko tole povem. Ja, ker je, lahko bi rekel, eno od mojih vodil v življenju. No. Ja, krasno. Že vidim, da bo to zelo lep pogovor. Ja, upajmo. Ja, gospod Pavliha, in vi vse ta svoja razmišljanja, ta svoja preseganje tega nekega materialističnega sveta, nekih materialističnih prepričanj ste zbrali v tej omenjeni knjigi Duhovna dramila. In veste, kaj verjetno ste to večkrat že slišali, da je to za strokovnjaka vašega kova, pravnika, ki za pravnike je sploh značilno, da ste nekako zelo togi, racionalistični, da se zazira onkraj, preko, da išče neke globlje oziroma višje resnice. Kdaj vas je to predramilo? Kdaj ste vi začutili, da obstaja nekaj onkraj tega fizičnega in materialnega sveta? Kaj je bilo vaše prvo dramilo? Je bila to kakšna bolečina? Že v otroštvu. Namreč imel sem srečo, zdaj se bo slišalo malo paradoksalno, ampak imel sem srečo, da sem bil zelo bolehen otrok. Veliko časa sem preživel v bolnici, v različnih zdraviliščih. Imel sem težave s pljuči, celo so na trenutek mislili, da imam tuberkulozo, pa se je potem izkazalo, da imam težek bronhitis. Skratka, bil sem precej odtegnen od staršev. Potem v nadaljevanju sem tudi več časa preživel pri starih starših, konkretno od mame starši. No in to obdobje sem si nekako tešil relativno zgodaj z branjem. S knjigami, ki jih je bilo pa vedno v izobilju pri nam doma. Že oče zelo rad bere in nikoli ni bil problem, da smo kakšno knjigo tudi kupili, v tistih časih seveda teže. No in spomnim se, da mi je to izjemno burilo in razvijalo domišljijo. Torej zelo rad, ali pa še posebej rad sem bral o naravi, o raziskovanju tako prirode kot vesolja, še posebej blizu mi je bilo morje. To je nekako potem v nadaljevanju tudi zaznamovalo moje življenje. No, ampak zanimivo, ker je oče študiral tudi psihologijo, poleg slavistike, sem imel na voljo tudi relativno nenavadne knjige, recimo o parapsiholoških pojavih. Tisto, kar je bilo pa skoraj da prelomno, pa tedaj še nisem vedel, so bile pa knjige od profesorja Antona Trstenjaka, ki so izhajale pri Mohorjevi založbi, ki v tistih časih ni bila ravno čislana pri tedanji oblasti. Saj veste, bili so
železni časi, jaz sem letnik 62, stara mama me je na skrivaj nesla k krstu v Plečnikovo cerkev, ne zato, da ne bi vedeli starši, ampak zato, da preventivno ne bi vedeli, da oče recimo ne bi imel problemov v službi, tako hudo v bistvu je bilo, ampak kakorkoli že. Pri Trstenjaku sem spoznal, da je pa najbolj skrivnostno popotovanje v človeka. No in kasneje je sicer to zaradi različnih okoliščin malo zamrlo, torej v gimnaziji sem se ukvarjal predvsem z glasbo in športom, potem sem moral služiti vojaški rok še v bivši jugoslovanski armadi, potem pa obdobje študija prava in prve službe, odhod v tujino in vse ostalo, tako da sem ponovno začutil ta klic iz kozmične zavesti, če želite, da ne rečem morda od Boga, šele po slovesu iz politike. Meni se je politika čez noč dogodila leta 2004, potem sem tam preživel 5 let, ne rečem, da ni bila to zelo dragocena izkušnja, čeprav tudi zelo boleča. No in potem pa, ko sem se vrnil domov, če lahko rečem dobesedno, ker sem bil pretežno v Ljubljani in tudi na fakulteto, so me pa tudi zaradi različnih življenjskih preizkušenj, o katerih mogoče lahko rečemo kaj več v nadaljevanju, pa dobre vile zopet zvabile na pota duhovnosti. No in leta 2010 je šla moja prva tovrstna knjiga, ki bi jo danes seveda napisal popolnoma drugače, ampak še vedno sem ponosen nanjo, imenuje pa se Nismo rojeni le zase, beležke učenca duhovnosti. Toliko za zelo hiter uvod, ampak sem prepričan, da se bova potem posameznih vidikov še dotaknilo v nadaljnjem pogovoru, da ne bom predolg. Tako, ne, saj vi kar niste nič predolgi. A veste, kaj naravno zdaj bi se malo zadržala pri iztočnici te bolečine ali pa nekega težkega obdobja. Vi ste rekli, pri vas je bila to politika, pri marsikom je to kakšna bolezen oziroma kakšna druga težja preizkušnja. Večina ljudi se tovrstnih preizkušenj ustraši v smislu, da gre za neke kazni, božje kazni ali karkoli. In v tem ne prepoznajo dramila oziroma priložnosti, da v bistvu se zazrejo preko oziroma odkrijejo ta svoj notranji potencial oziroma svojo notranjo moč. Kaj je bilo recimo z vami konkretno, ne vem, kakšne težje preizkušnje, politika je bila, no? Politika je bila težka izkušnja, ampak ne bi jo prišteval med najtežje življenjske preizkušnje. Seveda pač je bila 5-letka, na katero nisem bil pripravljen, kjer je dovoljeno tako rekoč vse. Tisto, kar sem prej rekel, človek v Slovenec, je seveda še najbolj izrazito v politiki. Zato sem tudi odšel po 5 letih, ker enostavno nisem prenesel te neskončne tekmovalnosti, tega pehanja, pa kdorkoli je pač na oblasti, to vidimo še danes, ampak to ni tema današnjega pogovora. No, potem se je pa v zadnjih 10 letih zgodilo naslednje. Prvo, in bom že drugič zelo iskren, kajti zaenkrat sem o tem molčal, soočiti sem se moral z krutim dejstvom, da sem zasvojen. In to z alkoholom. Tako kot je nažalost 250 tisoč, 300 tisoč Slovencev ali več. Seveda ta zasvojenost ni bila takšna, da bi se valjal po jarkih in bil, kako bi temu rekel, tipičen pijanec iz Cankarjevih, Prešernovih romanov, pesmi in tako naprej, ampak tudi s pomočjo najdražjih sem ugotovil, da je to problem. In sem se ga dolgo časa otepal z raznovrstnimi priročniki, strokovnjaki, terapijami, ampak ne na pravi način. Naj bo to mogoče tudi dramilo vsem, ki zdajle poslušajo, pa si ne priznajo, da imajo ta problem. To je velik problem. Namreč, dokler se človek ne zaveda, da gre za psihično odvisnost v 99%,
in da gre za odvisnost, oziroma boljši izraz je zasvojenost za izjemno škodljivo substanco, zelo podobno kot s heroinom, kokainom ali recimo s cigaretami, sladkorjem, ne nazadnje, ampak sladkor jemljemo za bolj sprejemljivo živilo, pa ni. Toliko časa človek ne more kaj dosti narediti. Lahko nekako mili to svojo zasvojenost, recimo pri anonimnih alkoholikih imajo navado, da se dnevno dobijo od začetka, da se v bistvu vsak dan znova začne s tem, da človek ne pije. No, pri meni je pa to dozorelo v odločitev, zdaj je že 4 leta od tega, da sem dojel, da prvič, da je to problem, da je to zasvojenost, da je to nekaj popolnoma nepotrebnega in da je to edina možnost, da bom duhovno napredoval, da se ne temu odpovem, da to črtam iz svojega življenja. In zanimivo, ko sem to naredil, sem potem to prebral tudi pri takšnih svetovnih avtoritetah, kot so recimo Wayne Dyer. On je rekel, on se je tolažil s tem, da recimo 2 pivi na dan nista preveč, v preteklosti pa bistveno več pil. Potem je pa gotovo, da tudi 2 pivi lahko pomenita zasvojenost, pa je to črto. Zakaj alkohola ne poznajo oziroma ga prepovedujejo recimo budisti, ne nazadnje tudi muslimani in še mnogi drugi. Tako da sem ponosen, da sem tako imenovani teetotaler, obstaja celo neko mednarodno združenje in mislim, da bi moralo biti tudi v medijih več propagande, ne samo 40 dni brez alkohola, ampak vselej brez alkohola. In upam, da se bo to razširilo. Ampak vidim, ko včasih kaj takega povem, recimo na Facebooku ali kje drugje, je zanemarljivo malo odmevov, da ne rečem všečkov. Ljudje ne marajo tega. Ne marajo. In zato pravim, ne želim vam pridigati, ampak dejansko je alkohol nekaj, česa se lahko človek naleze skozi desetletja. Jaz nikoli nisem recimo pil zaradi nekih strašnih problemov iz otroštva in tako naprej, ampak ker živimo v tako imenovani mokri kulturi, se s alkoholom prvič srečamo verjetno tam nekje proti koncu osnovne šole, vsaj moški, pa potem srednja šola, gimnazija, potem pa samo dolivamo. In to je slabo. Skratka, to je bila prva preizkušnja. Druga je bila zdravstvena. Imel sem relativno lahek poseg na levem kolenu za tako imenovano spinalno anestezijo, ki pa mi je povzročila okvaro določenih živcev, tako v hrbtu kot v desni nogi. In zame je bil šok, vselej sem se ukvarjal s športom, bil sem strasten smučar, tudi karateist in tako naprej. Zopet, zdaj bo zvenelo, kot da sem tako rekoč priklenen na poslu ali pa na invalidskih vozičkih. Nisem, hvala Bogu. Ampak veste, za človeka je lahko šok že to, da ne more več normalno po stopnicah, da mu zmanjkuje moči. In to je bil zame in za moj ego, ki je bil takrat še pri oblakih, strašen udarec. No in potem pa še tretji udarec, pa leta 2019, na prepričevanje nekaterih uglednih profesorjev, tudi mojih prijateljev, sem kandidiral za evropskega sodnika v Luksemburgu. Bil, torej v moje veliko presenečenje, brez problemov izvoljen v Slovenskem državnem zboru. Zakaj pravim na presenečenje? Glede na to, da ko je človek enkrat v politiki, je vedno malo zapacan, z obeh strani, ampak potem pa nisem dobil soglasja pri odboru v Bruslju, ki pač presoja kandidature. Ne bom se zopet spuščal v podrobnosti, o tem sem tudi pisal, ampak mogoče je zopet ideja, kako sem do tega pristopil. To se mi je zgodilo junija 2019, bil je velik šok, ker sva soprogo tako rekoč že pakirala, mandat traja 6 let, treba bi bilo oditi v Luksemburg, plača je sanjska in tako naprej. Potem se zgodi tako. Zgodilo se je zaradi anonimnih obtožb. Zanimivo, obtožbe so nekateri mediji v Sloveniji omenili, nekateri so jih ignorirali. Največkrat pa sem slišal iz medijev, da je to samo moje sprenevedanje, da mi anonimke niso nič škodile.
ampak da enostavno nisem sposoben za to funkcijo. Kakorkoli že, prvi moj zapis, ker nisem hotel odgovarjati medijem, je bil na spletnem portalu UsInfo, kjer sem pisal tudi kolumne, ki so potem prerasle v knjigo, o kateri se pogovarjava. Ampak ponosen sem pa potem, da ko sem vse skupaj premlel in prespal, sem pa v najstarejši reviji Sodobnost za književnost pa napisal esej z naslovom Kislo grozdje, podlost, zarota ali odrešeni. In sem po 3 mesecih v tem eseju ugotovil, da je tako moralo biti, da je ta brodolom nastal z namenom, da sem mu lahko hvaležen in dejansko od tam naprej pa lahko rečem, da samo še letim. In seveda v tem času je nastala ta knjiga Dramila in v tem času čutim ta kvantni preskok. Čeprav zopet, če pogledava celoto, vse ni nič posebnega. Torej, hvala Bogu, nisem doživel neke težke smrti v družini ali pa sam terminalne bolezni, kar mnogi pričajo tudi o tem, ne. Nisem doživel obsmrtnih izkušenj nič, torej na prvi pogled nič takega, ampak vendarle se ljudje učimo iz trpljenja. No, in ker sem prej omenil budizem, budizem temelji na trpljenju. Trpljenje je samo druga plat sreče. Tako. Izziv, ne, saj izziv oziroma trpljenje, izziv pride ravno zato, da obrnemo pogled, da pogledamo preko, ne. Da zelo lepo bom jaz, samo da povzamem, pater Karl Gržan, ki med drugim tudi napisal predgovor k vaši knjigi, jo je en sam odlomek označil oziroma takole, se je izrazil nekakšen učbenik, vendar ob tem tudi vodnik, ki nakazuje smeri vzpona k celostni uresničitvi. Se pravi, preko bolečin, izzivov, trpljenj, ne samo sreča, zdaj mi zelo tako pojmujemo kot neko tako stanje vzhičenosti. Gre pa za pri celostni uresničitvi, ki jo zdaj vi pravite, ne, vi jo verjetno zdaj živite, glede na vaše zapise, na to, kar počnete, kakšno so vaše razmišljanja, kako živite. Ta celostna uresničitev gre torej za neko stanje zavesti, ne, ki presega vse te od sreče do, ne vem, teh, kako naj rečem, ne tako finih oziroma ne tako subtilnih občutij, kot je recimo ta samouresničitev ali pa neko zavedanje, da obstaja nekaj onkraj oziroma da smo vi, tako kot ste rekli, da smo vodeni z neko višjo zavestjo oziroma z strani Boga oziroma vesolja, ne? Ja, to je v bistvu zelo komplicirano, pa hkrati zelo enostavno vprašanje. Namreč večkrat slišim, kako pa zdaj, ko si domnevno prerojen, prebujen na višji zavesti in tako naprej. Včasih seveda je to rečeno tudi malo sarkastično, ironično, no in bom sam samoironičen. Namreč spominjam se recimo tečaja meditacije pri Adrianu Kezelu, verjetno ga gledalke in gledalci poznajo, vsaj tisti, ki zanima tovrstna. Adrian je krasen človek. Jaz ga uvrščam med ene svojih najpomembnejših učiteljev, z vsemi tistimi, ki jih tudi ne poznam. Prej sem omenil doktorja Wayna Dyerja, ampak med učitelje uvrščam tudi svetega Frančiška ali pa recimo Lao Tseja, tudi Jezusa in vse ostale, ki jih nisem spoznal, ampak čutim, da so moji učitelji. No, Adrian je eden od njih in se spomnim, da smo morali po prvi izkušnji meditacije, Adrian uči tako imenovano integralno meditacijo, ki temelji po učenjih Patanjalija, Yoga sutre, no, med drugim Adrian sam na podlagi Džotiša določi tako imenovano pranavo, to je neke vrste notranji zvok, nekateri pravijo mantra, ni najbolj točno. No in po prvi meditaciji, ko smo seveda vsak dobili svojo pranavo, in tako nas sprašuje, kakšni so bili vtisi. In midva s soprogo, ki
jo tudi te stvari zanimajo in tudi to moram reči, pomaga, greva z roko v roki tudi tako, tudi v duhovnosti, sediva v prvi vrsti, seveda ne zaradi mene. Pravijo, hčerka mi reče mali piflarček. Prav, sem v prvi vrsti rad sedel samo v osnovni šoli, potem pa nikoli več. Oziroma, potem na predavanjih na fakulteti ali pa na podiplomskem študiju pa zaradi tega, ker se nisem priznal, da že slabo vidim. Nisem ošločal in sem silil k tabli. No in pravi Adrijan, meni, da je že vedel, da mi ime Marko, kaj pa vi, in jaz sem začel, se nisem lagal, ampak jaz mislim, da je bila avtosugestija med meditacijo tako močna, da moram doživeti neko epifanijo, nek satori, samadi. Sem rekel, pa sem bil kar naenkrat v vesolju, ki me mimogrede zelo zanima, tudi zaradi kvantne fizike, in potem sem to opisoval. In seveda, cela dvorana, tam se je bilo enih 30, so me tako zgroženo gledali, kako je možno, da se temu človeku že tako hitro dogajajo te reči. Nekateri so me pa po moje gledali malo pomilovalno, češ kaj se pa gre. In če jaz zdaj gledam nazaj, se gledam tudi malo pomilovalno. To je bil moj ego, ki je nehote izkoristil nekje eno luknjo, prikukal na dan in je v bistvu postal neke vrste ezoterični ego. Češ, poglej, zdaj se bomo šli pa to, ker je to fino. Bomo se ukvarjali z zavestjo. In danes ugotavljam, da so to seveda lahko zelo dragocene reči. Nekateri vidijo nadzemeljska bitja, drugim se prikazujejo ljudje iz onstranstva, tretji se spominjajo svojih prejšnjih življenj in še bi lahko našteval. Sam sem pa presrečen, da ugotavljam, da se mi je v teh letih izostrila intuicija, da imam vedno več situacij, ki bi jih Jung, recimo Carl Jung, opisal kot sinhroniciteta. Torej, ko se stvari dogajajo istočasno, brez neke vidne vzročne prepletenosti, ko bolj prisluhneš naravi in tisto, kar se mi zdi pa najpomembnejše, da se kar naenkrat zaveš, da postaješ boljši človek. In to spoznanje, ker ko si pa boljši človek in boljši človek ne moreš biti brez pomoči drugim, brez doživljanja ljubezni, brez neškodovanja komurkoli. Ne govorim samo o ljudeh, govorim o živalih, rastlinah, o celotnem stvarstvu. Nenazadnje je treba imeti odnos tudi do navidezno mrtve narave, do kamna, do česarkoli. In mi je zelo blizu recimo teorija ali pa hipoteza o Gaji, mimogrede tudi moji hčerki je ime Gaja, ravno zaradi tega. Gaja seveda je bila v grški mitologiji boginja zemlje, no in hipoteza o Gaji pravi, da je naš planet na nek način živ organizem, da se planet obnaša kot živ organizem in to ni tako iz trte zvito, obstaja kar nekaj znanstvenih dokazov, nenazadnje tudi od toplotne grede pa ozonskih lukenj, da ne naštevam. Vse to seveda kaže na to, da se naš planet mnogokrat obnaša kot celota. In zdaj, ko mu grozi najhujša naravna katastrofa, to pa je človek, šesto izumrtje, ampak ne za naš planet, ampak verjetno za človeka, je to še toliko bolj pomembno, to zavedanje. No, tako na najkrajši možen način, kar se tiče te višje zavesti. Tako da zopet naj potolažim vse, ki se jim še ne prikazujejo vile in škratje in ne vem kaj še vse. Super, da se vam to prikazuje, ampak dovolj je, da se vam dogaja približno na te ravni, ki sem jo zdaj opisal. Potem pa kar potrpežljivo naprej. To je že potem vse, ne? Če se dogaja to, v bistvu ta ozaveščenost, kot jo vi opisujete, vse to potrebujemo več, veliko stremljenje, mogoče res potem malo še želja ega, ne? No, sej, če mi je dovoljeno, mogoče še nekaj besed o tem. Jaz uporabljam eno skovanko, upam, da ni pregrda, da ne bo bodla v ušesa,
zlasti slavistov, no, ne nazadnje tudi vas, ampak uporabljam izraz razegovanje. Super. Se mi zdi zelo dobro. Torej, Wayne Dyer je uporabil skovanko, je rekel, da pomeni ego, edging God out. Torej, da izrivamo Boga iz sebe. Ne? Seveda po slovensko se to tako lepo ne da povedati, no, da sem prišel do tega razegovanja. Namreč večina ljudi še vedno zmotno misli, da so to, kar mislijo. In seveda večino časa mislimo, približno 60,000 misli nas oblega vsak dan, od tega žali Bog večina negativnih in večina izhaja iz naših podzavesti, govorimo o več podzavestih, iz raznih temačnih shramb v neki graščini, kjer lahko mrgolijo podgane, ščurki, kače, kjer je naše bolečinsko jedro, kot bi rekel Eckhart Tolle, trpljenje, vsem tem tudi recimo Asja Širovnik odlično piše. No in ko se enkrat zavedamo, jaz sam recimo ravno Asino knjigo, ki jo res toplo priporočam in krasen podcast, mimogrede ne pravim tako, predstavljamo si človeški kot neke vrste graščino, klet sva že opisala, potem je še kakšno nadstropje, no in potem pa tisto, kar je pa tudi zelo pomembno, je pa stolp. Jaz si ga predstavljam kot stolp Michela Montaignea, kjer je pisal eseje, blizu Bordeauxa. In v tem stolpu so učenci, je razred. In te učenci predstavljajo naše podosebnosti oziroma tvorijo ego. Imamo zavistneža, imamo togotneža, imamo učenjaka, imamo piflarja, imamo športnika, imamo pohotneža, pijanca, takšne, drugačne. Cel razred, ta razred je tu v naši glavi. In temu razredu načeljuje učitelj, ki pa je naš jaz, pravi jaz, ki opazuje, ta učitelj je v bistvu zavest. Ta zavest opazuje te naše misli, torej naše podosebnosti, jih miri, jih kroti, jih sprejema v dobrem in slabem in seveda pri tem koristi višja zavest. Naš učitelj je povezan z kozmično zavestjo, Jung bi rekel kolektivno nezavednim, lahko bi rekli z Bogom. Z Bogom, dobesedno. No in to je tisto, kar je tudi nujno. Brez tega spoznanja se mi zdi, da ne gre in fascinantno je in to pač poskušam tudi v tej drobni knjižici, saj drobni po obsegu pravijo, da ni tako drobna. Ni drobna, vsebinsko je zelo. Skušam dokazati z starodavnimi spisi. Torej, lotil sem se izvirov. Dovolj sem imel posrednikov znanja, čeprav jih še vedno zelo spoštujem, nekatere sem omenil, ampak rekel sem, zdaj je pa čas, da sam preberem recimo Tao Te Ching, glede starodavne kitajske filozofije, da se sam lotim recimo Bhagavad Gite, pa Upanishad, indijskih ved, da se sam lotim v celoti Biblije, stara zaveza, nova zaveza, ne samo tako površno, recimo, kot rabimo za mašo ali za kakšno molitev. Ne nazadnje budizma, da ma pada, no in to me je še dodatno osrečilo. Zakaj? Ne samo, da sem se nekaj novega naučil, ampak katero spoznanje se je potrdilo in povezalo in fascinantno je, kako so različne kulture, religije, filozofski nauki na različnih koncih sveta ugotavljali isto. To pa je tista rdeča nit, ki priča in tedaj še brez znanstvenih potrditev, ali pa ne vemo, da so bile te znanstvene potrditve, ampak danes jih pa potrjujejo. Kvantna fizika to že potrjuje. Vidite, me kar zanese, ampak so zadeve takšne, da te more zanesti. Se mi zdi, da če je človeška zavest res prebujena, potem je takšna, kot da bi bila polna helija. Zdaj upam, da se to na mojem glasu ne pozna, ampak me pa dviguje kvišku. Točno to. To je tudi eden od znakov, da si pretočen oziroma da si povezan s to višjo kozmično zavestjo, ko deluješ iz nje, si v flowu, v toku. Tako je. Smo vsi samo energija. Točno to. Ljudje ali pa snovna
pojavnost in odtod tudi naslov knjige, Onkraj materialističnega prepričanja. Ne? Torej, ena od zablod klasične materialistične znanosti je, da je pravzaprav vse snov, materija. Ni, je energija. Mimogrede, druga zabloda je, da recimo človeški geni ali pa nasploh geni krojijo človeka oziroma živa bitja. Ni res, zavest jih kroji. Potem recimo naslednja, da evolucija temelji na mutacijah. Nekaj se je narobe obrnilo, pa je recimo nastalo višje bitje. Ni res, na adaptaciji. In potem še zadnja, ki je pa zelo, zelo pomembna v etičnem smislu, torej evolucija ne temelji na tekmovanju, ampak na sodelovanju. V naravi je bistveno več sodelovanja, kot je to pokazal Darwin in tudi nekateri drugi. In ta darwinizem so žal prenesli v človeško družbo. Pater Gržan govori o pojavu hrematizma, torej tista najbolj izprijana oblika turbokapitalizma, pogoltnosti, ki nima nobene zveze z ekonomijo. Ekonomija izhaja iz izraza economicus, ki v bistvu pomeni skrb za dom. Tako da, ja, res so zadeve izjemno preproste, samo kako zdaj prepričati čim več ljudi, da se bodo potem ravnali, da bodo vsi poskušali biti vsaj malo boljši ljudje in prepričan sem, res sem prepričan, da bo tudi celotnemu svetu boljše. Ja. Tej točnici se bomo še vrnili, ampak jaz moram nujno en preblisk, ki me je prišel, ko sem brala vaše eseje oziroma razmišljanja, pa jaz že te stvari tudi raziskujem 20 let, sigurno. Ampak, ko sem to imela na kupu, te vaše vtise oziroma vaše pisanje, sem rekla, o moj Bog, kako si mi dovolimo biti omejeni, ker tule not, branje vaše knjige, tako ste rekli, dvigne, tako razširi, ne vem kaj razširi duha, karkoli, občutek, kaj je onkraj vsega, in tako kot ste rekli, govorili, že sveti spisi govorijo o tem, govorijo o tem, ne vem, kje smo mi potem vmes to pozabili, sodobna znanost, to z epigenetiko, tako ste rekli, s kvantno fiziko dokazuje, vse to, o čemer govorite. Ampak mi še kar nekje večina, res priporočam tole knjigo, ne, res večina se še kar zadržuje v teh ozkih omejujočih okvirih, živi v tej materialistični paradigmi oziroma v tem konceptu. Vi pravite, da verjamete, da se bomo začeli prebujati, zdaj verjetno smo malo na prelomu, ta situacija nas drami, ampak hkrati pa tudi vse nekako ob svojem času, ne? Nismo vedno pripravljeni, mislim, ljudje smo glede, kako bi rekla, razvoja, da se to grozno sliči, razvoja zavesti, ampak neke stopnje zavedanja zavesti smo si zelo različni, tu na kupu smo zelo, ko bi zbrani bili v enem razredu, zelo različnim predznanjem, ne, in sposobnostmi. Kaj mislite, kdaj bi lahko se to, da bi se nekako to nekako zharmoniziralo, da bi bili bolj, da bi prišlo do neke nove družbe, neke nove oblike bivanja? Zelo dobra novica je bistveno več kot samo neka svetloba na koncu tunela, da se vse to dogaja že zadnjih 100 let, če seveda pustiva ob strani starodavne spise. Drugače v starodavnih religioznih ali pa tudi samo filozofskih spisih že tisočletja. Ampak ključen preboj ali pa odskok od kartezijanske paradigme, od René Descartesa naprej in Newtona, ki sta seveda izhajala iz ostre ločenosti materialnega, snovnega od duhovnega, duševnega, so se v začetku prejšnjega stoletja začeli pojavljati prvi znanstveniki, ki so se ukvarjali z fiziko onkraj, torej zagotovo je prve korake naredil Einstein, ampak bistveno pomembnejši v tem oziru pa so recimo Max Planck, potem Heisenberg, Bohr, Schrödinger in mnogi drugi. Vse, kar sem naštel, so dobili Nobelovo nagrado. In te ljudje, recimo Max Planck, so poudarili, da je pravzaprav zavest tisto, kar je bistvo vsega. Ne materija. To je
prva prelomnica. Ampak seveda so imeli določene težave v karieri in tudi drugi, recimo naj omenim psihologa Lawrencea Kohlberga, ki je človeško moralnost razvrščal po stopnjah od predkonvencionalne, pa konvencionalne, postkonvencionalne in celo potem je prišel do transcendentalne stopnje, ampak je rekel, da je to še dokaj spekulativno. Tudi Abraham Maslow je tik pred odhodom v onstranstvo svojo piramido, ki jo menda sicer nikoli on sam ni narisal, piramido potreb, nadgradil z transcendenco. Torej človek, ki ima po samo aktualizaciji neko potrebo, da sega više. In seveda vsa ključna bivanjska vprašanja to potrjujejo. Od kod smo, kaj smo, kam gremo, kako je nastalo vesolje, kaj je to zavest, ali obstaja posmrtno življenje in tako naprej. No in potem, kako gledam, te ljudje seveda so še vedno imeli, tudi če so javno govorili o tem, zlasti na univerzah, drugih znanstvenih institucijah, velike probleme. Potem se v 60-ih letih začne prebujati tako imenovani New Age, ki ga tudi celo v slovenščini imenujem New Age, seveda za določenimi odkloni, spomnimo se celo kriminalnih združb, recimo Oshoja in takšnih, o tem lahko zdaj gledamo tudi v Netflixu, ampak v začetku 70-ih let se pa začnejo pojavljati nove, prerojene, prebujene institucije in naj omenim dve. Prvo je nastal Inštitut za noetične znanosti, to je bilo leta 1973, ki ga je ustanovil ameriški astronaut Edgar Mitchell. On je bil menda 6. človek, ki je zakorakal po Luni in je dobesedno razsvetljenje doživel na poti nazaj na Zemljo. V tisti majhni kapsuli, ko je opazoval, to on sam pravi, ta neznatno majhen planetek modre barve, brez meja, kjer ni barv kož, ni naših, vaših in tako naprej. Planet, ki je v neskončnosti. Danes vemo, da je nekaj 100 milijard galaksij in v vsaki galaksiji je nekaj 100 milijard zvezd, takšnih kot je naše Sonce. Kdo smo potem mi? In potem praktično vsaka zvezda ima planete. In to je seveda narekovalo znanstven pristop. Edgar Mitchell je bil doktor znanosti, ni bil kdorkoli in je okoli sebe začel zbirati nevroznanstvenike, fizike, filozofe, kogarkoli, ki je imel karkoli za prispevati. No in istega leta pa nastane tudi znanstveno in medicinsko omrežje, Scientific and Medical Network, z podobnim ciljem, da združuje od Nobelovih nagrajencev do vseh, ki že gledajo onkraj. No in pred nekaj leti so se lotili projekta, ki se imenuje Galilejeva komisija. In Galilejeva komisija je leta 2018 izdala svoje prvo poročilo o postmaterialističnem pogledu na svet in naproti postmaterialistični znanosti, torej kako se lahko izkopljemo iz okov te znanosti, ne da bi jo seveda opustili, ampak ob sodelovanju te znanosti. No in seveda eden od mojih prebojev, na katerega sem zelo ponosen, je, da so me sprejeli v to komisijo. Mislim, da pravnikov prav ne mrgoli, zaenkrat, kot vem, sem edini, kar je seveda zopet svojevrsten izziv, kajti vidim, da nič ne vem, oziroma vem, da nič ne vem, zato se ukvarjam tudi za tako, recimo, zapleteno problematiko, moram prav pokazati, kot je recimo tale knjiga. To je ena od najnovejših knjig, upam, da se vidi. In sicer The Grand Biocentric Design. Če vidite, to knjigo sta napisala eden najvplivnejših znanstvenikov na svetu, Robert Lanza, in pazite zdaj, dr. Matej Pavšič, fizik, ki je 40 let delal na Inštitutu Jožefa Štefana in seveda sva se spoznala, zopet sinhroniciteta. Gospod Pavšič je slišal enega od mojih intervjujev, mi pisal, da skrajšam zgodbo, seveda je že včlanjen v Galilejevo komisijo,
z velikim veseljem in ponosom so ga sprejeli. No in meni je pa pripadala čast, da o tej knjigi napišem recenzijo. In za osrednjo revijo, ki jo izdaja znanstveno-medicinsko omrežje, to je The Paradigm Explorer, seveda me je gospod Matej prijazno pogledal, ni imel ene same pripombe oziroma en popravek je imel, tako da sem vesel. No in to je še en dokaz, da lahko tudi geniji, kot je gospod Lanca in gospod Pavšič in še drugi, zadeve povejo tako, da jih razumemo tudi butasti pravniki. Na kratko gre pa za to, za še en korak naprej. Kaj je to biocentrizem? Pravijo, da je v osredju, v središču vsega življenje. Torej, namesto zavesti življenje, nazadnje je seveda tudi zavest tesno povezana z življenjem. Ne spuščajo se še v te prvobitne in najbolj zakomplicirane resnice, kaj je bilo prvo, kokoš ali jajce, torej zavest ali življenje ali kaj. Nedvomno seveda pa je, da zavest ni proizvod možganov, le proizvod možganov. Ne, možgani so v bistvu samo filter, jasno oddajajo zavest, ampak zavest je širše. O tem bi lahko tudi govorili ure in ure in z vsem tem se ukvarja Galilejeva komisija. Krasno. Ja, to mi je bila tudi ena najbolj razveseljujočih informacij, ko sem pač prebrala v tej vaši knjigi, o tej komisiji in vseh teh projektih in vseh teh prizadevanjih. Zdaj pa, če se še samo malo vrneva k kvantni fiziki in da malo pojasniva, ki dokazuje tako imenovano kvantno polje, temu bi lahko rekli tudi ta univerzalna zavest oziroma tudi peta dimenzija, a lahko malo pojasnim in vse v bistvu, vse, kar se manifestira oziroma kar se materializira v naših življenjih, v naših realnostih, se najprej nekako kot neka matrica vtisne v tem kvantnem polju, oziroma a nam lahko malo pojasnite, zakaj gre, za kak koncept oziroma za kakšno idejo. Ja, kolikor pač to lahko zmorem s svojim znanjem. Ampak mogoče je dobro, da ne vem preveč, kajti če bi zdaj imeli recimo doktorja Pavšiča tule ali pa doktorja Lanco ali kogar, recimo v Galilejevi komisiji imamo tudi Nobelovega nagrajenca, fizika Briana Johnsona, ki je pred kratkim praznoval 80-letnico, potem bi bilo vprašanje, če bi vse razumeli, ampak bistven odmik recimo od Einsteinove teorije relativnosti je v opustitvi oziroma v dokazovanju, da lokalnosti dejansko ni. Da ni ločenosti med prostorom in časom, da svetlobna hitrost ni najhitrejša hitrost, če lahko temu tako rečem. Zakaj? Ker svetlobna, torej Einsteinova znamenita teorija, EMC kvadrat, splošne relativnosti, je izhajala iz tega, da se lahko tudi najmanjši delec, torej partikel, giblje z največjo hitrostjo 300.000 km na sekundo. To je približno svetlobna hitrost, torej 300.000 km na sekundo. To pomeni recimo, da potrebuje svetloba, ki je sestavljena iz majhnih delčkov, to je po starem pojmovanju fotonov, porabi od Lune do Zemlje 1 sekundo. Torej, mi se ne zavedamo tega, mi pogledamo Luno in pa jo vidimo, ampak dejansko je minila 1 sekunda. Lokalnost. Od Sonca recimo svetloba potrebuje 8 minut. In da ne govorimo potem, ko govorimo o svetlobnih letih in bi lahko še naštevali. No, kvantna fizika pa dokazuje in je bilo seveda kar nekaj poizkusov, da so delci, najmanjši delci prek energije, ker seveda se pojavljajo zlasti kot energija, tako tesno povezani, da se lahko sprememba v enem delcu odraža tudi v drugem, poprej sta bila pa nekoč združena, svetlobna leta dlje.
Torej, dogodi se istočasno, kar pomeni, da je teorija lokalnosti postavljena na glavo, in če to potem povežemo z takšnimi pojavi, kot so recimo telepatija ali pa jasnovidnost, nenazadnje tudi mediji, ki imajo stik z onstranstvom in tako naprej, je to lažje razumljivo. Ker te lokalnosti ni več, ker nismo več omejeni z svetlobno hitrostjo. No, in če temu dodamo še en zelo pomemben faktor, ki ga je klasična fizika zanemarjala, namreč vlogo opazovalca. Opazovalec vpliva na, recimo, obnašanje elektrona. Tudi kvantna fizika se ne predstavlja več atoma, tako kot smo ga risali v osnovni šoli, ne? Če se predstavljamo, ne? Jedro, pa potem orbite, ne? Po katerih krožijo organ, ampak dejansko je novodobna slika atoma kot pač neka okrogla senca, bi lahko rekli, ne? Kjer se lahko vidi elektron ali pa tudi ne, odvisno od opazovalca. In to seveda vse dokazuje neko kvantno polje. Lahko bi govorili o več kvantnih poljih. Obstajajo teorije o vzporednih vesoljih, obstaja teorija strun in tako naprej. Tudi če se človek pogovarja z genialnim kvantnim fizikom, bo takoj na začetku priznal, da mu še mnogo kaj ni jasno. Tako da to me tolaži, ampak še bolj me pa tolaži, pa bodri dejstvo, da drobci znanosti počasi kapljajo oziroma padajo v mozaik. Ta mozaik onkraj, mozaik postmaterialistične znanosti. No, in še nekaj je treba izpostaviti, o tem govori tudi Galilejeva komisija, namreč, če je res tako pomemben opazovalec, potem ni nobenega tehtnega razloga več, da za znanstveno metodo priznamo tudi introspekcijo, torej samo opazovanje. Čeprav ni nujno primerljiva tako kot drugi eksperimenti. Ampak če je jasno, da na eksperiment vpliva eksperimentator, potem je po moje zelo pomembno, kaj se v njem dogaja. In če imamo na tisoče res solidno dokumentiranih dokazov in tudi raziskav, na primer o obsmrtnih izkušnjah, je potem očitno nekaj je na tem. Ne more biti vse kar voodoo, ezoterika, New Age, kot radi zamahnejo. Zato upam, in to je tudi eno od poslanstv naše komisije, da ne bo klasična znanost tako kot do sedaj kar zamahnila z roko, pa rekla, to je larifari, ali celo škodovala ljudem, ki se s tem ukvarjamo, ampak da bo prisluhnila, morda pa res, da ne bo izključevala, da ne bo ali, kot če izhaja iz Aristotelove logike, ampak morda in. Lahko je to in mi ne želimo nič drugega, kot recimo za začetek priznanje, da recimo zavest obstaja poleg snovnega, poleg možganov. Imamo možgane, imamo zavest in skupaj kreirata to čudovito podobo človeka, pa še več. Ne? Ni tako težko, tako da upam, počasi se premika, res počasi. Ne vem, ali bo to trajalo 5, 10, 100 let, upam, da ne 100, upam, da manj, ampak naj tudi tale najin pogovor služi kot vabilo vsem, ki jih to zanima, morda se lahko tudi meni oglasijo, da se povežemo. Doma je ogromno znanja, ni samo v tujini. No in naj povem, da planiramo, da naj bi bil leta 2023 simpozij Galilejeve komisije oziroma znanstvenega medicinskega omrežja v Sloveniji. Bravo. Tako da, bom rekel, kar novačim že malo takšne znanstvenike, že prej omenjenega doktorja Pavšiča, pa še koga, kar nekaj nas je, ampak to je zelo pomembno, ker s tem, ko se povezujemo, tudi ustvarjamo v bistvu določeno pozitivno napetost kvantnega polja, o katerem sem se pogovarjala, ki nam potem vsem olajša dvig. Ne povem, da je Dalaj Lama večkrat rekel, in Dalaj Lama ne govori kar tako. Dalaj Lama nenazadnje ima tudi inštitut, ki se imenuje
inštitut za življenje in zavest, če se ne motim. Ne? No, in Dalaj Lama je rekel, da če bi 8-letniki danes začeli meditirati, redno meditirati, bi v eni generaciji izkoreninili nasilje na tem svetu. Pa mislimo, kdaj in kako moji generaciji, vaši generaciji, pa bistveno mlajšim, recimo, kdaj so karkoli slišali v času šolanja o jogi, o meditaciji, o molitvi, o vseh načinih, recimo, dvigovanja človekove zavesti. Nenazadnje o tistem prvem delu starodavnega izreka, ki se glasi mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu. Mi pa ta izrek jemljemo prvenstveno samo športno, ne? Pa gremo na maratone, pa na golf, pa ne vem kaj še vse, zato pa potem človeka pri 50 letih zadane infarkt, ne? Ker misli, da bo z tem mondenim udejanjanjem in aktivnostjo sebe popravil čez noč. Ne, žali Bog, ne bo šlo. Tudi savna ne bo pomagala, če ni nečesa več. In če komu rečeš, da meditira, bog ne daj, nimam časa. To je res, to je res žalostno smešen izgovor, kajti če človek nima recimo vsaj 1 ure na dan, pa to je 1 ura je že veliko, recimo v mojem primeru začnem zjutraj z meditacijo, ki traja vse skupaj recimo malo manj kot pol ure, pa potem še tibetanske vaje ali tibetanska joga, pa to pa je recimo, ne vem, skoraj da 1 ura mimo. Pa potem še zvečer ena meditacija. Ampak recimo, da si vsak dan vzamem malo manj kot 2 uri samo zase. V 24 urah. Za božjo voljo, če si to ne zaslužimo in če temu dodamo še zelo resnično spoznanje, da je predpogoj za katerokoli ljubezen, da ljubimo sebe. Seveda ne na narcisoiden način, ampak da se imamo radi, takšni kot smo. Potem je pa treba delati na tem, ker to res ne pride kar tako. Oziroma, pride, ampak pozabimo. Mi, ko se rodimo, se imamo že radi, tega sicer še ne vemo, ne? Ampak se imamo neskončno radi. Samo potem pa nam družba, ta epigenetika, okolje nam nekako to zradira in moramo dobiti nazaj. Saj v bistvu z duhovnim zorenjem pridobivamo vse to, kar smo že imeli v maternici in seveda recimo v prvih letih našega tozemskega življenja. Prvih 7 pravijo, ne? Se spominjamo nazaj. Prva 7 leta so res izjemno pomembna in danes gledam nazaj, kaj vse bi lahko še recimo storil za svoja otroka. No in zdaj sem seveda že v tistih letih, ko se z ženo pogovarjava, pa rečeva, bova pa še kaj dodatno pri vnukih naredila, če bodo, ne? Upam, da bodo. Ja, seveda. Zelo lepo, kako zaznam, tukaj vam družina zelo sledi, ali pa ste zelo vzajemno tukaj sodelujete v tem konceptu življenja, ne? Oziroma... Vsi se ukvarjamo z duhovnostjo in res, da sem mogoče bil jaz začetnik, ampak potem smo ugotovili še posebej v zadnjem letu, ker tako je naneslo, da smo bili zopet zaradi nesrečnih okoliščin kar precej časa pod isto streho, drugače sta otroka seveda že odrasla, sin dela v Milanu, hčerka v Bruslju, ampak to je bila nepozabna izkušnja, kajti sobivanje odraslih, ko ni več tistega klasičnega odnosa starš-otrok, ki ne sme temeljiti na argumentu avtoritete, ampak obratno, na avtoriteti argumenta, na dogovarjanju, na sodelovanju, to je bilo pa izjemno. In smo primerjali različne prakse, recimo sin meditira na svoj način, mi trije, hčerka, žena in jaz po metodi Adriana Kezela, potem sam počnem še druge reči, sin tudi. Skratka, tako se krasno dopolnjujemo in ne tekmujemo več, kot smo mogoče od začetka, moja metoda je pa boljša, recimo hčerki je izjemno všeč Ana Bučevič, ki je fenomenalna, ne, tudi. Ampak jaz sem tudi od Ane prebral cel kup knjig, ampak seveda meni je nekako potem bolj
na kožo pisan znanstveni pristop Adriana Kezelera. Sem ravno hotela reči, vam verjetno neka bolj znanstven odtenek. Tako to gre. Ja. Tako da, družina, in to ni, upam, da ne zveni to zdajle kot izrabljen kliše, ampak je res temeljna družbena celica. In tudi to je problem sodobnega človeštva. Mlajši se, imam občutek, pa tudi ne več samo tako rosno mladi, se do družine obnašajo, kot bi sami rekli, da je to kar neki. Ne? Ni res. To je skoraj da vse. Kajti, če ta celica, in zdaj ne govorim, nočem nikomur soliti pamet, kako ne izgleda ta družina. Lahko je družina 2 moških, pa posvojenih otrok, 2 žensk. Če je ljubezen, to sploh ni pomembno. Jaz pač verjamem v klasično družino. Sem poročen za žensko in imam otroke. Tudi ni nujno, da so otroci, če jih ne moreš imeti ali pa če jih ne želiš posvojiti. Pomembna je ljubezen, ampak pomembna je ta skupnost. Kajti, če nismo sposobni gojiti ene mikroskupnosti, kako bomo potem sposobni izboljšati krajevno skupnost, občino, državo in ne nazadnje Evropsko unijo, celoten planet. Nemogoče, če nimamo te prvobitne izkušnje. Tako da to je tudi po moje vredno razmisleka in res se opravičujem, če deluje malo pridigarsko, ampak to ni namen. Zdaj sem pa že toliko star, da mnogo kaj lahko povem na podlagi lastnih izkušenj. To pač je moja izkušnja, na posamezniku pa je, da jo razmisli morda, lahko jo takoj zavrže, lahko jo premisli, lahko jo upošteva. Tako tudi sam počnem z drugimi izkušnjami, ki jih slišim ali pa preberem. Tako. Joj, hvala. Jaz bi se še z vami kar še 2 urci pogovarjala. Pa tudi o tem, pa upam, da sva vse, vem, da sva predala take lepe, svetle informacije. Tudi jaz se veselim morebitnih odzivov, zlasti pozitivnih, dobrih, ampak tudi kritičnih, zakaj pa ne. Ja, to je res tema, za katero je krivično reči, da je samo tema, ne? Ker ni tema. To je svetloba. Ja, tako. Spremeniti tudi ta izraz. Ja. To je krasna svetloba za pogovor. In pogovor je tudi zelo pomemben, dejansko bistvo prepletanja. Ne? Spomnimo se čudovite pesmi od Roze, ne? Andreja Rozmana, ko govori, kako se človek s človekom prepleta s pogovorom, ne? In to mimo spleta, čeprav je res, da jaz sam to tehnologijo, mogoče je to primerno za konec, pa že doživljam kot nekaj enkratnega, dokler nam ne škoduje. Predstavljajte si, kako zelo bi bilo človeštvo šele v depresiji, če ne bi imeli tovrstne povezave. Če ne bi imeli Zooma in Microsoft Teams in bog si ga vedi, kaj še vse obstaja, da ne bi imeli nenazadnje raznovrstnih družbenih in družabnih portalov, da se ljudje vsaj na ta način malo družijo in bližajo, ne. Tako da imejmo umetno inteligenco vedno kot našo pomočnico. Pravim tako, da če bo komplementarna človeku, sijajno, nikoli pa ne sme umetna inteligenca postati naša alternativa. Ker če bo naša alternativa, potem se nas bo prej ko slej naveličala, kajti človek je, žali Bog, zelo samodestruktiven. Je v bistvu uničevalen do sebe in do narave. In umetna inteligenca tega ne bo dopustila. Torej, imejmo jo ujeto, imejmo jo za prijateljico, ampak za to seveda je pa potrebna višja zavest in etični, moralni preporod. Evo, to je bila zdaj taka sinhroniciteta, ravno sem hotela reči, prebojen človek in ne bo nikoli zlorabljal, ne? Mu bo vedno služila. Ja. In vedno jo bo tudi tako ustvarjal, da ga ne bo ona zlorabljala, ker ne bo nobene potrebe, kajti te mehanizme seveda je možno vgraditi. Toliko se že spoznam na te reči, da vem, da človek sam ali dovoli, da se algoritmi začnejo učiti drug od drugega, to je še v redu. Ampak če jim pa dovoli, da začnejo pa res po svoje kreirati, in to se je že dogajalo,
kar nekaj programov so morali po domače povedano ugasniti in uničiti, če so jih res, ne? To je pa drugo vprašanje. Ampak bodimo optimisti, jaz sam sem optimist, sem prepričan, da bo človek, tako kot vedno je skozi zgodovino, tudi tokrat, morda v zadnjem trenutku, ampak da bo spoznal, kje je tista prava pot k višku. Ta bo zagotovo. Informacije in ljudje, kot ste vi, pa k temu pripomorejo, ne? In takšni, kot ste vi, da povabijo ljudi k pogovoru, da širite, seveda, in to je res nekaj, kar me bodri in hrabri. Ja, mi pa z veseljem. Hvala lepa, res. Dr. Marko Pavliha, za konec pa še eno vprašanje, s katerim bova zaključila pogovor. Vsakega sogovornika vprašam, moto oziroma slogan naših podkastov je vsebine in dogodki, ki navdihujejo, zdaj bi lahko rekli tudi prebujajo po najinem pogovoru. Pa mi povejte, kaj vas v življenju navdihuje, vse smo že slišali, ampak vseeno pod črto, pa vam razpira krila. Zagotovo ljubezen, ki jo utelešajo zlasti 3 osebe, Ester, Gaja, Ana, Benjamin, potem knjige in jasno drugi pošteni, iskreni ljudje. Bodisi, da jih ni več na tem svetu, da nas učijo prek knjig in tudi kako drugače z energijo, ali pa so še med nami. In se mi zdi, da je to tisto, kar me res iz dneva v dan ne samo vzpodbuja, ampak tudi osrečuje. In če to še povežemo z delom, kajti ko delo, ko postane poslanstvo, ko začutiš, da so tvoji študentje nekaj, kar je od Boga danega, in to zopet šele v zadnjih letih spoznavam, da imam tako rekoč utelešene raja na fakulteti, predavam na fakulteti za pomorstvo in promet. Seveda v teh mesecih oddaleč, ampak vendarle, včasih sem ves čas iskal nekaj več. Celo na fakulteti so govorili, Marko, saj prej, ko slej boš spet kam šel, ne? Politika, tretje in tako. Ne, nikamor ne bom šel, to je zdaj grožnja, če me kdo posluša iz fakultete, ne? Do penzije bom tu, pa še onkraj, če bo treba. Bo zopet predolg, ampak vse to mi je velik smisel v življenju. Nič niste predolgi, s temi informacijami ne morete biti predolgi. Dr. Marko Pavliha, najlepša hvala za iskren, ganljiv, lep, svetel pogovor. Najlepša hvala tudi vam, vsem gledalkam, gledalcem, Mariboru, časopisu Večer, ki mi je tudi posebej drag, čeprav ga ne berem redno, ampak kaže tudi na to, da ni vse v centru, v metropoli. In naj tudi jaz zaključim za res srčno željo, da se čim prej vidimo osebno na vašem koncu. Tako, v živo, ne? Tako je. Ja. Srečno. Srečno. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.